Spoštovana županja, spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji. Danes smo se zbrali tukaj, že seveda tradicionalno, zato, da obeležimo slovensko državnost. Bilo je srečanje državnikov, a ker je bilo politikov čedalje manj, je ta prireditev potem dobila tudi drugo ime. Ampak to ne pomeni, da na tem srečanju ne smemo govoriti o naši državi Sloveniji, ampak prav nasprotno, moramo. Danes je bil že en pogovor pred tem, ali je Slovenija lahko druga Švica. Vedno, kadar slišim primerjave s Švico, me nekoliko zazebe, ker ljudje radi povedo iz tujine samo tisto, kar se njim sliši dobro, ne vidijo pa celotne slike. In kdor je malo potoval po svetu, bo vedel povedati, da tudi po svetu ni vse tako idealno. Ne vem, če bi Slovenke in Slovenci želeli živeti v državi, ki tudi ni naklonjena preveč sociali in drugim oblikam pomoči državljankam in državljanom. Zato je treba iti malce po svetu in videti, da v Sloveniji vendarle ni tako slabo, kot bi nas nekateri radi vsak dan prepričali. Slovenke in Slovenci smo bili vedno delaven narod, bili smo narod, ki se je moral skozi dolga stoletja boriti za to, da je sploh obstal. In zato je danes morda še toliko bolj čudno, ko imamo svojo državo, pa slišimo toliko jamranja vsak dan. Prav je povedati, kaj nas moti, zagotovo. In nobena oblast ne sme pričakovati, da jo bodo ljudje samo hvalili, kajti ko oblast ljudje hvalijo, takrat je nekaj narobe. In vedno je treba vedeti, da ko te kritizirajo, so ljudje vedno iskreni, ko pa hvalijo, pa to ni rečeno. Tako da mora vsaka oblast tudi vedeti, da dela za ljudi in da se mora vsak dan truditi, da bi ljudje čim bolje živeli in da bi izpolnili lahko svoja pričakovanja. Danes to srečanje ne poteka pred volitvami, zato je mogoče tudi nekoliko manj politikov, ampak tisti, ki smo dobri. Tako da Tako da si bom drznil povedati tudi nekaj besed, ki jih morda od politika, ki naj bi samo nabiral glasove, ne gre pričakovati. Ampak bom obrnil zgodbo. Tudi ljudje moramo, prebivalke in prebivalci te Slovenije, vsak dan se vsak po svojih močeh truditi za to, da je boljše. Pričakovati vse samo od politike, od države, od občine, od ne vem katerih drugih institucij je vendarle napačno. Kajti, če v svojem srcu ne bomo dojeli, da smo državljanke in državljani lepe države, da smo državljanke in državljani države, ki je tudi v tujini cenjena, da imamo lepo naravo in da imamo tudi sposobne ljudi, potem ne moremo biti uspešni. Sam včasih pogledam ali pa seveda vsak dan tudi družbena omrežja in ko je objavljena kakšna novica, pogledam tudi komentarje. Ne zato, da celo noč ne bi spal in se sekiral, ampak zato, da vidim razmišljanje ljudi. In žal je veliko negativizma. Veliko je tistega, ko ne znamo, če že ne pohvaliti, vsaj realno kakšno stvar pogledati in potem seveda se ta negativnost širi tudi naprej in tako ne moremo biti uspešni. Ne moremo biti ne Švica, ne kaj drugega, niti Slovenija ne. Zato moramo vsi skupaj se potruditi, da bomo ob težavah, ki so vsak dan med nami, da bomo vendarle bolj z veseljem pristopali k reševanju problemov, da se bomo zavedali, da bomo imeli takšno državo, kakršno bomo sami ustvarjali, da bomo živeli v miru s svojimi sosedi po vaseh in da se ne bomo predvsem svojimi sosedi, sorodniki ali pa sodelavci
prepirali zaradi politike. To pa ni vredno. In ni vredno tega, da bi dva, ki sta drugače prijatelja, ki oba dobro mislita, mogoče nekdo drugače kot drugi, da bi potem prišlo do prepira, ker nekdo podpira enega politika, drugi drugega. Zato je parlament. V parlamentu se lahko krešejo različna mnenja, včasih tudi bolj na ostro, ampak to ne sme vplivati na ljudi. In kdor se krega zaradi politike v vsakdanjem življenju, izgublja veliko časa, volje, energije in potem ne vidi tistih dobrih stvari, ki pa vendarle so. Imamo še mnoge težave, imamo infrastrukturne projekte, tudi tretja razvojna os je naletela na toliko ovir, da si Tretja razvojna os je naletela na toliko ovir, da si človek to težko predstavlja. Imamo raznorazne iniciative, imamo raznorazne ljudi, ki bi seveda vse imeli, ampak ne po mojem, in zato potem ne pride do realizacije velikih projektov. Samo če se spomnimo drugega tira, imeli smo 2 referenduma. Imeli smo ne vem kaj vse in nekateri so celo napovedali, da se bodo povezali z Italijani, samo da tega tira ne bo. To ni slovensko in to ni domoljubno, ker smo Slovenke in Slovenci moramo delati za svojo državo. In nikoli ne smemo dati interesov tujih držav pred svoje lastne interese. Bilo je v preteklosti, tudi ne tako daljni preteklosti, da smo sanirali banke na čuden način, in da smo potem prišli v položaj, ko smo morali to prodajati. In danes slišimo, nekateri odpirajo za to šampance, nekateri bi nas utopili v žlici vode, ampak sam sem pa realist. In vem, da če se je dala neka zaveza, če se je nekaj naredilo in če ni druge možnosti, je tudi to potem treba narediti. Ampak pred nami je velika naloga pogledati naprej. Kako bomo delali, da se to nikoli več ne bo ponovilo? Da ne bo nikoli več treba prodajati slovenskega premoženja, zato ker nismo ravnali prav in smo bili premalo domoljubi in smo preveč gledali na svoj žep. Imeti državo ne pomeni Imeti državo ne pomeni samo jemati ugodnosti, ampak imeti državo pomeni odgovornost, pomeni odrekanje in pomeni tudi vsak dan razmislek, kaj bom še danes naredil za to, da bomo vsi živeli bolje. V krajevni skupnosti, v občini in seveda na državnem nivoju. In zato, da bi nekaj imeli, moramo tudi dati del svojega. In to državljanke in državljani drugih držav včasih boljše razumejo. Pri nas pa nekateri samo gledajo, kako bomo čim bolje zaslužili, kako bomo čim več imeli in to zlasti na račun drugega. Zato je vedno treba iskati pametno pot in je treba delati tako, da je hkrati gospodarski razvoj in da hkrati tudi ne uničimo vsega, kar nam je narava dala, kajti naša narava je izjemno lepa. In če bomo iskali v življenju to ravnovesje, kajti bistvo je ravnovesje, bistvo je vedeti, kdaj je kaj primerno in bistvo je vedeti, da nam ne bo nihče ničesar dal. Vedno se treba truditi, tako kot otroci v šoli. Iz nič ne nastane nič. Ali na delovnih mestih, brez truda tudi uspeha ni. In Slovenke in Slovenci smo to vedno vedeli. Zato smo vedno veljali za deloven narod, tisti, ki pa bi radi imeli ali pa so tudi bili v preteklosti lahek zaslužek, tak lahek zaslužek pa tudi uspeha ne prinese. Zato smo tisti na vodilnih položajih še toliko bolj odgovorni. Sprejeli smo to odgovornost, zato, da smo tudi vsak dan kritizirani, ampak to nas ne bo ustavilo. Kajti želimo delati, želimo Slovenijo peljati med
med države, ki so med najbolj razvitimi v Evropi, med države, ki vedo, kaj je to državnost in kaj je imeti lastno državo. Pravkar smo praznovali državni praznik. To je največji praznik Republike Slovenije. In kako človeka zaboli, ko vidiš televizijski prispevek, človeka vprašajo, ali imate doma zastavo, ne, je nimam, pa ga vprašajo, pa bi jo izobesili, če bi jo imeli, ne bi, ker tega ne čutim. To je žaljivo, predvsem do veteranov, ki sedijo tukaj z nami, kajti oni so bili takrat na položajih in so žrtvovali nekateri tudi svoja življenja za to, da imamo svojo državo. In tistim smo dolžni praznovati dan državnosti, čeprav nam ni vse všeč. Tako kot v cerkev ne hodimo zaradi župnika, tako tudi na državne proslave ne hodimo zaradi politikov. Politiki pridejo in grejo, država ostane. In tako je tudi pravilno. Zato moramo biti vsak dan hvaležni tistim, ki so dali svoje življenja, ali pa še danes čutijo posledice 10-dnevne vojne za Slovenijo in zato imejmo radi svojo državo. In predvsem manj jamrajmo, pa bo vsem veliko lažje. Verjamem, da se vsi ne strinjate, ampak to mora priti predvsem iz vsakega posameznika in vsak posameznik si mora zadati za cilj, da bo bolj cenil svojo državo, pravim državo, ne politiko, ne predsednika vlade, ne predsednika države, ne predsednika parlamenta, ne županov, ne vem koga še, ampak svojo državo, ki je bistveno več kot vsak politik v tej državi. Zato vam želim, drage prijateljice in prijatelji, da bi imeli to zavest, da bi ljubili svojo državo in da bi predvsem z optimizmom gledali v prihodnost, kajti Slovencem nam manjka samo optimizma, pa ničesar drugega. Drugo vse imamo. Iskrene čestitke ob minulem prazniku Dnevu državnosti, iskrene čestitke organizatorjem za današnjo prireditev in želim vam obilo uspeha pri vašem vsakdanjem delu, pa lepo poletje in lep dopust. Hvala lepa.